halo, men za prikoritu se slišimo. Dajmo malo glasnej, a se slišimo. Okej. Oh my god, koliko je tukaj ljudi. Hvala vsem, ki ste danes prišli. Res, da je brat to najboljše odločitev, sploh, ki ste prišli v menzo pri koritu. Oh my god, kaj delamo sploh tu? 10 let praznuje iglu in danes bo res fucking pestro. Dajte en aplavz, to je teatro maestro, Magoriš. To velik ljudi, tukaj danes bolj se veseli in se fucking smeje. Imamo te ideje, naj opominjam, res opravičujem, da fucking preklinjam. Ampak gremo, ali ste vi redijo, da naredimo impro komedijo. In upam, da la gremo začet. Dajte en aplavz, Igluma 10 let, 10 let Igluja. 10 let Igluja, gremo vsi, 10 let Igluja. 10 let Igluja, 10 let Igluja. Vsako soboto impro se ponuja, 10 let Igluja. 10 let Igluja, 10 let Igluja. Vsako soboto se impro ponuja. Dobar dan, kako ste kaj? Mi smo stari 10. Ful smo veseli, da ste prišli. Ja, res smo ful veseli, da ste prišli. In vi, in naši prijatelji in tako naprej. Urki odgovoril, da ima ena plas za njega. Malo za to čuji skrbi zadnji samo, da je ena plas za njega. Žalostno. Zakaj? Ker smo se odločili, da to sezono ne bo kajenja na Iglu predstava. Morali boste počakati, vse ne bo dobro. Kaj bomo šlo delati? En taki izzivčki bojo. Kolaži? Ja. V bistvu ful dolg časa že delamo, da smo hoteli nekaj narediti skupaj z ljudmi, s katerimi tudi že nekaj časa delamo. Eni so bili zasedeni, ampak veliko se jih je podzvali. Boljši so bili zelo predvsem pa nam ful pomeni, da ste vi odzvali. Mene sam zanima, je to bil recimo 10 let nazaj tle na predstavi, ali pa tako? Dajte tako je odnos, sam da slišimo, če to... Ja, vam sploh respekt, da to gledate že 10 let. Hvala, res, iskreno. A še hoče kaj povedati? Ne! Goste imamo, oni bodo prišli dol, mi bomo izzivali, oni bodo izzivali nas in upam, da se bomo imeli fajn. Ste pripravljeni na prve 3? In sicer, Iglu smo lansko let za jadro v 10. sezono. In kar smo naredili je, povabili smo v sodelovanju še 10 improvizatorjev, s katerimi smo sodelovali, a so naši tečajniki, a bivši tečajniki, res super ekipa in v bistvu imamo 2krat na mesec predstave z Iglu Plus, razširjeno Iglu zasedbo, tudi njihov rojstnodani danes. In njih smo malo morali razdeliti, ker jih je 10 in najprej bojo prišli gor, če se ne motam, Jan, Jaka in Mojca! Dajmo Super in odlično. Tako smo si zamislili, mi postavimo en izziv, oni postavijo en izziv. Za začetek predlagam, da mi enkrat bi eno dobro staro igro odšpila, ki se reče Tap Out. Imamo recimo 2 človeka, ki igrata v prizoru, vzpostavita nek odnos, midva sva dva prijatelja, in potem reče, a si ti plačal najemnino, in recimo jaz dobro naredim to, in grem ven in sem jaz recimo lastnik stanovanja, ker sem tako, nisi plačal najemnine, in smo čist drugje, in potem recimo kdo ali pa njega ven izloč, ne? Ful dobro. A lahko en to naredim? Ja, dobro. Ne, tega ne naredimo, tega lahko damo ven, in zdaj on ena nova oseba, ki je recimo od tega lastnika stanovanja žena. Tako zgodno. Sliš se kompliciran, sem ti ful si. Jaz drugače to treniram. Ne lahko eno mest videa, pa Peter Pikar vstan gor.
Evo, Mojca pa Peter sta kje? Lesnini. V Lesnini. A mest, v Lesnini sta, okej. Tuna z pohištvom. In dajmo en aplauz za prvi prizor. Aha. Ja, pojď, imamo tu lesene dele. Lesena vodila Tu zasode. za sode. A rad vodo? Veste kaj, jaz potrebujem vodila za zavese. A tu imamo. Se pravi, si dubu vodila za zavese? Skor. A mama mi pa kakšen sod? Miloš, ti si pustil svojega fanta zato, ker ni kupil vodil za zavese. Pač že tretjič visoke standarde imaš, okej? Oči, breden sem. Zile! Pač ne moreš imeti toliko visokih standardov. Če hočeš daj imeti nekoga v življenju, moraš malo spustiti standarde. Ja, dobrodošli na tečaju spuščanja standardov. Tukaj imamo standarde. Vse, kar je potrebno, nekaj treba spustiti. Ja, bi rekel, da sem zdaj tle nekje. Ja. Jaz bi rekel, da hočem, da me Vi morate biti tle. Gospod sponzor, jaz sem dolg časa imel zelo nizki standard. Zadnjič se mi je pa zgodilo, da sem šel na eno zabavo in kar naenkrat ni bil noben dosti dober za me. Nazaj sem, relapsu sem. Ja, sem imel visoke standarde, ne vem kako iti ven. Zdaj ste tole. Kaj je to? Ja, tole je trobenta. Trobenta! Zdaj naprej igraste trobento. To me na noben maro, res bom moral spustiti. Imaš vedno tako nizke standarde. Jaz sem ful vesel, če samo pač hodiva po Ljubljani, ko gledava zvezde, recimo. Meni to fajn, ni treba, da greva na zore. Ta sladoled je res. Ja, jaz sem ga naredil, no, sam. Jaz sem od... Konec je, da se ne morem ti pristati. Se pravi, punca vas je pustila, ker ste imeli prenizke standarde. Sem prišel sem, da se naučim, kako jih zvišati. Meni je ta sladoled človek nekaj ruka. Sine, praviš, da se selaš, ali kaj? Tukaj si spakiral, videl. Lepo. Se pravi, si enega najdu, ali si sam? Ja, vaš sin se sel k meni nazaj. In vas spet skupaj. Jaz sem vam prišel čestitati, veste, on je živel pri nas dolg, nič ne plačal za stroške, nič. Ej, vodila za zavese, imamo prišli. Izvali vas na en prizor, kjer bo glasba vodila v ta prizor. Mi bomo precej malo govorili, mogoče bomo, ampak zelo malo. In radi pa bi zdaj mi trije vedeli, kdo bo ugrabljen od njih treh, od Vida, Juša pa Petra, kdo bo ugrabljen? Juš! Juš bo igral z nami v prizoru in bo ugrabljen. Zanima nas pa samo en prostor, kje se bo to zgodilo. Vece! Casino. Muzej, okej, hvala. Urh, imaš to! Kaj je to, gospod? Medicinski. Ja, a meni niste bili nekaj znani, nekje vas poznam? Jaz sem varnostnik na RTV-u. Na RTV-u, ja. Kaj zgledate? Kaj ste? Ne
čim manj besed, no? Pozdravljeni, tukaj Matija Milčinski, oče od Juša Milčinskega, vrnite mi mojega sina, jaz sem priznan gledališki režiser in zahtevam. Ja, moja soseda, prijazna punca, Miša Mok. Sej izgleda zelo mlada. Ring! Se gleda? Ja, pozdravljeni. Pri telefonu Miša. Torej, ste slučajno gledali prenos Eurovizije?
No super. Bi napisali eno recenzijo o temu. Lahko pridete sem. Oprostite, Vete, sem jaz le, mogoče je Marko mene. Juž je tukaj. Juža imamo. Ajuš, ja, on je pa zelo čeden, veste. To sem že jaz rekel. Ja, no. No, vi imate pa tudi zelo čeden glas. A bi prišli sem? Ja, kaj se pa dogaja? Ugrabili smo ga, Juža. Ugrabili ste mojega Juša? Mojega Juškota? So vsi utihnali in je glasba vodila prizor. In je Miša pošla in me začela reševati. Ugrabitelji D.O.O. Ja, zdravo, dragi. A jih imamo? Dajmo ta prizor zaključiti. Hvala lepa, dajmo en aplavz za Mojco, Jagota in Jana! Julka, ki je spretno seveda. Mi pa kličemo že kar naslednje goste, Iglu ima tudi svojo šolo, a ne? A si že kdaj ukrapne? Ne, nisem. A si kdaj že igral sebe? To pa večkrat. Nič, da imamo Iglu, ima tudi šolo. Imamo šolo, Dajte se prijaviti. imamo tečaje, ne morate se več prijaviti, kaj je poln. Začeli smo z oktobrom, imamo pa spet februarja, tako da lahko nam pošljete, pa greste na čakalno listo. Zakaj to govorimo? Ker poleg nas treh uči v šoli še 3 ljudje, Sare danes žal ni, ker je nekje v Grčiji, sta pa zato Žiga in Teodora in z njima glasbenik Adra! Je z nami bil čisto od začetka tudi, ne? In je tudi en super glasbenik. Slovenski popevki je Slovenski popevki. Bil je tudi na moji poroki. Zdaj pozabil je, kako se klavir igra očitno, ampak je pa prijeten človek. Čau! Ej, dajte vi dva najprej za nas en izjiv. Kaj bi radi, da bi učpili? Da bi rada podoživela nekaj, kar nismo mogli doživeti. Silom različnih neprilik in izgovorov se noben od naju, pa tudi kakšen od vas ni udeležil Petrove nedavne poroke. Jaz sem bil. Juš je pa bil. Pa smo si zamislili, da bi mogoče na princip tega spremen momenta odigrali malo en del te poroke in mogoče ti, ker si tam bil pa zvonček, ki pomeni spremen, ker ni bilo tako, kot smo mi odigrali. Imamo zvonček. Ta poroka je bila v Beogradu, mislim v Ohte. Peter se je poročil z svojo ženo. Pa mogoče, da malo to traja lik 4 ure, bi mogoče en specifičen moment te svadbe. En zelo dober moment je bil, recimo, prvi ples. Njun prvi ples, ja. Ker je v bistvu ful je bilo... Ne, ne zdaj povedati, ne. No, pusti. Kdo izmed nas bi igral tebe, Peter? Kdo je izmed vas treh? Ja. Bom rekel Žiga, ker je najbližje. Kdo pa bi igral Rado, tvojo ženo? Ja, ta pa težka. Ja. Bom ga izbral Teodora. Okay. Koga bo pa Peter igral? A jaz igram? Lahko bi. Ok, ti boš glasbenik, ki je prišel igrat
gusle. Kaj so gusle? To je črnogorsko glasbilo. Neka violina, ki se tako naredi. Ja. Ena struna je sam. Ja. Čisto popol. To je čisto tako, ja. Pa moraš pet zraven. Čape. Ja. Pač v srpščini, ne? Ok. Ne znam to dobro srce. Ok. Hvala, ti už ne videl. Ja, jaz sem natakar. Cenjeni gosti, zdravo, folk, familija, prijatelji, Srbija, Ne rabiš reči Srbija. Jugoslavija nismo veliko vadila, kot boste morda ali pa tudi ne videli. Ljubav! Ok, ne, to je kot... Ja! Ja! Zato ste prišli konec koncev, ne? Pač se vidi, da sem jaz plesalka, ampak se ne rab moj mož to znati plesati, ne? Tako da dajte mu malo odpustiti to. Katastrofa. Hočete, da jaz sviram ili ne? Idemo! Drugi del, ok, 3, 2, 2. Mi imamo za vas en izziv za maju plan, sicer bi radi z vama odigrali en prizor, kjer bomo probali biti čim bolj malo tako morbidni, v tem smislu, da bomo probali iz sebe narediti čim bolj boge ljudi. Tako, če dali bolj, kva vse se nam je zgodil v življenju, tako. Pač status igro, so tudi ena zaveva, s katero se ukvarjamo v igru v šoli, tukaj se bomo probali čim bolj zbližati status. Kaj bi bil nek tak prostor, kjer so ljudje ponavadi bolj statični, kot ne, da nam ni bolj. Dajmo začeti mogoče malo prepoznati, da nam že tako je. Avtobusna čakalnica. Avtobusna čakalnica. Primorska avtobusna. Avtobusna čakalnica. Se govori. Ne, se upravičujem, ker toliko hrupa povzročam, se upravičujem. Karkoli priglasi hrup avtov je blagodejno. Ampak slučajno prav uro, ker jaz sam gledam v svoje zapisnike. Ne, jaz sem pozabil uro svojo. Znam samo ono, imate mogoče tukaj na kazalce. Tako obrnemo. Kako graciozno ste pokazali tale pašček. Vi ste neverjetni, gospod. Živjo! Kako
boste kaj? Tomaž, Kakšen lep dan, ne? Dober je. dobro zgledaš. Ja. Jaz sem v Špelo zaljubljen. Oj. Nisem vredna ljubezni. Kakšen lep dan, ne? Super je. Jaz umiram. Za vsega sem prinesel eno čokoladko. V žepu je lape. Jaz vedno smam. Pozdravljeni! Jaz sem šofer. Sam sem zgubil avtobus. Bolje, kam sem ga parkiral. Vedno zamujam, zakaj? Znač hudno se kruši pa peš. Si sam 32 kilometrov. Niste invalid. A ne, vas lahko pelam, gospod. Kako ga boš prišel? Zakaj smo na avto? Ne, Imaš avto! Ti imaš avto? Razlic, kaj nimaš v avtobusu? Kaj ti imaš v avtobusu? Ja! Se opravičujem. Sorry, ne, oprosti. Jaz sem pridu avto. Nisem tako mislila. Nisem se mislila dret. V glavnem, jaz bom zgubil službo, ker sem zgubil avtobus. Nimaš avtobusa, ne moreš biti šofer. To so me učili ta prvi dan, ko sem prišel v avtobusarsko šolo. Rekel so polne vseci. Nekaj pravil ima. Prvo pravilo, hočeš biti šofer avtobusa, moraš imeti avtobus. Drugo pravilo, da izbereš migovc. Konc pravil. In jaz sem prekršil to prvo. Čas tudi na drugega, moram priznati, ampak prvo je najprej. Govorite pa ful dober, mogoče ima ful dober delati, mi pa tako. Hvala. Vedno pozdravim svoje potnike. Sam zdaj jih ne morem. Ful nas pozdravite. Pozdravljeni. O čem se pogovarjajo? Jaz nič ne slišam, tiste. Veste kaj? Prevzel bom to svojo zagonetko na svoje pleče. Pejte vsi na moje rame, jaz vas bom nesel dol. Hvala, vedno je prosto, kulturo, žigava in da vrela, ki bo tu še dalje bolj kasneje. In da šivamo naprej, mi doskrat sodelujemo tudi z drugimi impro teatrija, ne? Ja. Če ne drugega igramo recimo Maestro, ki je tako prepotekovalna formatika, vedno radi povabimo svoje prijatelje. In danes smo povabili dve dame, ena je iz Sniga, iz Slovenskega narodnega impro gledališča, ena iz bande Podamene. To... Ja, odlično, ne? Ja, To je tvoja goreščina. Ja. Mi bi za vaju za začetek en izziv naredili in sicer bi odigrali film, ki bi bil pa sinhroniziran. Lahko si izberete sami, ali želite špilati, ali želite sinhronizirati, ali želite mix, karkoli. Lahko jaz sinhroniziram mojco. Ti boš sinhroniziral mojco. Cool. Pa Brit boš ti igral, pa boš ti vida sinhroniziral. Ja, to je super. Boste videli, ne, skratka, Mojca pa vi samo odpirate usta in sta bolj fizični, medtem ko Katja pa Peter bosta pa seveda provajdala besedilo. Kaj bi bil naslov enega filma, ki ni bil še nikoli napisan? Zaljubljeni Terminator. Zaljubljeni Terminator, seveda. Mogoče še država, s katere države prihaja ta film, ki smo ga morali zdaj na hitro sinhronizirati. Kazahstan. Ok. Skratka, prišel je ta film, nima nobenih podnapisov in tle imamo dva odlična sinhronizatorja, ki bosta film Zaljubljeni Terminator iz Kazahstana sinhronizirala v živo pred vami. Dajmo en prav! Ja, nisem
izkusil ljubezni. Tudi jaz je nisem, Jozef. Kaj počneš? Počakaj. Spusti to turbo pištolo. Samo za trenutek jo spusti. Poslušaj. Nihče se še me ni tako dotikal. To ni še nič, verjemi. Poglej, vem, da si rekel, da boš uničil človeštvo. Grozni smo, vem, ampak poglej me v oči. Moja robotska duša je ravnokar spoznala pristen človeški stik. Super! Haja! Ne! Tunaj! Pripravi se na dvoboj. Ne, počakaj, poglej. Joj, objemče. Kaj se dogaja v meni? Ekstatične... Čutiš ljubezen. Jozef, vse je v redu. Moram se sleči, očitno se moram sleči. Ni druge opcije. Imam eno skrivnost ti zapovedati, Sara. Zaupaj mi, vse mi lahko zaupaš. Jaz sem robot. Ojoj, kakšen šok! Ne morem verjeti. Imaš človeštvo bo premagalo vas. Ko sem te ljubil. Preprosto, ne? Idemo zakomplicirati. Ima nekaj kompleksnega. A veste... Kaj dela moja jakna? Vroče ti je in rad bi, da ti bi bilo še bolj, ker rade bi igrale rade dvojne roke. Roke so disciplina, kjer en od igralcev je torzo, drug igralec so pa roke. Pa dajmo najprej zdaj izbrati, kdo od njih treh ima najlepše roke. Če bi mogla reči, če bi jih tole pokazali. Pa Peter. Da bi najlepši torzo. Smo jasno povedali. Ne bi se biti. Poskusiš podpaziti, da še roke ne tudi misko ne bi. Pod dušovo pazno, pa bi se roke. Pa teča se baje s pismo, tako je tudi bravo. Tukaj bravo, tega Švica. Mislim, vidiš. Mojo jako, Kalinica se igra ful dobro od mene. Zato, ko se mi dogaja, pa jaz sem vas pobrala eno ekspertizo. Kaj je lahko, po čem je lahko človek ekspert? Vrtni polžik. Vrtni polžik? Okej. Juž, ti si ekspert? To je tebe oddaje. Pa Peter bo skus popravil tole. A pa on še nisi polžik. Praga literat diha zdaj v hrbet. Robčka ga ima. Ok, malo sem kaj ekspert. Vrtne polžje. Ok, akcija. Danes imamo posebnega gosta. To je gost. Mene. Ja, pa ti si
Jaz jih ugrabim! A ne! Ugrabiti! Se pa polži se lahko zmrznejo! Ja, veste kako je s polži, vam bom povedal. Se mažem s to polžjo kremo in sem zelo pil in zelo zdrav. Kaj pa lase? A lase tudi malo pomažeš? Ja, lase pa... Pa bradavice očitno da. Ja, zdaj imam tle bradavice, ja. O ne. A imate zdaj tudi pauze sabo ali ne? Bom pincetni prijem uporabljal in jih vzel, čakajte, eno polžjo. Pa prav da neki hvata, ali kaj? Ja, A prav tudi da neki hvata? Dajte mi ga Vita, Jaka in Nina in Gazbrigora! Oni so tudi zelo plus zasedbe. Tako je. Ja, kako ste v redu? Ja, kar v redu. Kar v redu. A bi šla Lula, ko počakamo? Mi bi naredili z vami en žanrski prizor, če ste za. Mogoče eno tako, ne vem, kvapove, mogoče bo več prizorov, tak, mini film v eno. A ste za? Mene pa zanima publika, kakšne filmske žanre imate kaj radi? Enega bi zbrali, da naredimo en tak prizor. Evropsko drama. Francoski film odnos. Evropska drama. Francoski film odnos. Ok, skratka, to bo francoski film o odnosih. Bomo videli, kaj pa kako. Dajmo en aplauz za ta prizor, Leto 2023. Amelie je študentka, ki je ravnokar prišla v veliko mesto. Nastanila se je in že gleda, ki ima prvo predavanje. Zraven nje je Pierre. Pierre je že večkrat ponavljal prvi let. Hola, Gunčka. Kaj, ti si pa nova tle, Ja, Čau, Pierre. profesor. Me veseli. Ne, jaz nisem profesor, sem študent. Sam že dolgo ponavljam, se hodim v mesta, so polne, tako. Se vidim, da zgledate tako zrel. Jaz pa uboga, mlada, naivna Vidim, da študentka. si mlada kmetica. Šla v Pariz. Res je bila in njeni starši so bili proti temu, da gre v Pariz. Vrnimo se nazaj na podeželje. Graz je majhno mesto v Franciji ob morju, nekje. In gledamo prizor, ki se je zgodil tik preden je Amelie zapustila in odšla v Pariz s hitrim vlakom. Amelie ne hodi med ljudi, med pokvarjene ljudi v veliko mesto. Amelie ne. Oče, mati, saj veste, da tu meni ne ustreza. Poglejte me, jaz sem tako
mon cher. Moje srce, moje preprosto kmičko srce. Oče, dovolj je. Dovolj imam, šla bom na ta vlak. Doštudirala bom in postala pisateljica. Potem se pa ne vračaj nazaj. Komplicirani odnosi. Le relation compliquée. Amelija ostala sama in ko je bila na postaji železniški, je mimo prišel lokalni duhovnik. Z njim je imela lep, a prav tako kompliciran odnos. Hvala, da ste se mi pridružili. Merci beaucoup. Če kdo išče uteho, mu vedno rad pomagam. Ali pa ji. Ja, hvala. Rada bi, vem, da smo na postaji, ampak še vseeno bi se vam rada izpovedala. Za vsakogar je okolje, za vsakogar je drugač. Čakajte. Tukaj Bog, za vsakogar je okolje drugačno. Za vsakogar je okolje drugačno. Mar vi ne? Mar vi nimate Boga v srcu? Moji starši so me naučili, da moram biti vedna in pobožna, a jaz sem tu, v Parizu, zanemarila to družino. In Boga, očitno. In Boga. Probaj najti Boga v svojem srcu. Probaj sedaj spregovoriti z njim. Morda ti bo slišal. Okej. Dajmo videti, ne vem. Dragi Bog, Jezus. Ja. Hej, Satan tle. Satan! Kaj pa, kaj naj pa vi tukaj v moji glavi? Ja, Bog je zaseden nekaj še nakole. Ja, sej, kaj pa je? Kakšno ponudbo zame mogoče? Marskej. Pravim, da je Pariz prešušniško. Ja, to je dobro. Itak, enkrat sem bil v Parizu, na zadnje, ne, koliko je, 5 let nazaj, res, podobno. Močne okol. Kar ne prodaj duše hudiču, Amelij, prosim te. Če se čutim, da me vleče v ta pekel. Tako je. Bog, pomagaj, prosim. Sorry, klik sem nekaj zasedel. In duhovnik ni mogel pomagati. Vrnimo se nazaj k prvemu prizoru, Amelij in Pierre. Vse te izkušnje s kompliciranimi odnosi so Ameliji pomagali, da točno ve, kaj narediti v tem trenutku. Moče mi je. Poletje v Parizu. Te knjige, za stran so. To je to, kar slekla se bom. Dobar dan, danes bomo začeli s prvim predavanjem. Komplicirani odnosi. Relacion compliqué. Kino. Od 29. oktobra. O, ne. A je kdo tele slučajno gledal Star Wars? Ja. Kaj, če vemo, da je Čubaka? Čubaka? Ja. Ja, vemo, kako se vglaša Čubaka. Bomo imela en lik v prizoru, ki bo govoril samo tako, kot govori Čubaka. Vsi ostali bodo pa vedeli točno, o čem in kaj govori ta oseba, človek, kakoli že je. Tako da, to boš ti, Turja. Ti boš Čubaka. Ti znaš Čubaka. Poglejmo, kakšen bo dan Čubake. Najbolj nas pa zanima, kaj je Čubaka po poklicu. A je on je v bistvu človek? Auschwitz, nekaj. Auschwitz!
lahko pol ta izhodni DDV si zmanjšal, ne, pa v prihodnji pač tega... aha, več opreme si. Mislim, lahko več opreme kupimo, samo mi smo pač društva, ne, mi prav veliko opreme nimamo, mislim pač. Čakaj, pa to je legalno, kaj? 20 let. Jaz sem zaupam. Kar vi rečete, je kaj pobito. Lepa, ja. Jaz se tudi strinjam. Hvala, koliko sem dobro. Za 100, no? Ja, Janez, hvala, ker si prišel v mojo pisarno. Veš, slišal sem, da svetuješ zatevanje davkov. Mislim, tako, prišlo mi je na ušesa, da ljudem govoriš, da ne pač skrivajo davke, pa ne plačuje državi, ampak mi nismo taka firma. Veš, Janez, mi nismo taka firma. To je bilo leta nazaj. Ne mi učitati stvari, ki sem jih delal, to je bilo leta nazaj. V 90-ih smo vsi kradali. Zdaj so pa stvari drugače, no, konec koncev je zdaj 30 let, ne, zdaj se bo pa res ta film. To pa med mano, pa med mojo ženo, v redu? Saj nisi povedal tvoji ženi o nama. Dobro. Veš, ne moram spati, ko razmišljam o tebi. Je res lepa moja obleka? O, ti divjak ti. Vendar mene muči ta skrivnost. Janez, kje si spet hodil? Ura je 4 po noč, Janez. Ne bi reč, da si delal. Ti znaj kurček z denarjem, kad tako delaš pod mizo, se je pošten zmanjšal. Kje hodaš? Sigurno nisi delal. Kaj si delal? Mami, oče se spet kregata. Torej, na odru bojo 3 osebe v različnih pozicijah. Torej, rabimo nekoga, ki je večino časa malo bolj sklonjen, malo bolj nizko. Kdo je nekako? Lik. Ropar. Ne, tako lik. Notrodamski zvonar. Notrodamski zvonar. Nekdo, ki je večino časa ozdravnan. General. Herkul. Zeus. Ok, imamo Zeusa, notrodamskega zvonarja, tretjo osebo bo pa določil improvizator, ki ne bo imel te pozicije. Zdaj pa, ko kdo kihne na odru, se morajo te osebe zamenjati. Torej, prizor poteka normalno naprej, kadarkoli nekdo kihne, pač se osebe zamenjajo, pozicije ostanejo iste. Vsi razumemo? Ja, improvizatorji se zamenjajo, Zeus ostane tam, kjer je Zeus bil, samo drugi improvizator je tam na njegovi poziciji. Ok?
Pa vsi igramo lahko, torej... Niso samo 3 ljudje. Trije so na odru, ampak ko nekdo kihne, se lahko zamenja kdorkoli, torej lahko nešto da, lahko gre da, vsem. Se pravi, Zeus pa notranjanski zunaj sta ona dva, ki sta skupaj v situaciji. Ja. Sta se nek srečala. Normalno je prizor naprej, samo drug improvizator prevzame lik. Pa kje sta se pa ona dva srečala? To pa videl. A bi rad prevzel predlog? Ne, lahko vzameš predlog. Zdaj bomo notranjanski zunaj. Ja, to bomo šlo. A ja? Nekam samotno je danes na Olimpiji. Ja, ne dogaja se bilo dost. Jaz sem pa tam ne zvonil tisle, jaz sem pa takoj prišel sem. Lej, veš kako je notri? Se te lahko kličem notri. Dej, se vsi po meni hodijo. Kaj če bi ti s tem svojim zvonjenjem priklical neko katastrofo ali pa ne, en ples na zemlji? Če! Na zdravje. Vici, ples na zemlji bi bil zabava za vse, Kaj pravite vidva, Dobra, všel si moj. Lahko bi na zemlji malo za karmer. Pa ne mi spet metat strel v ljudi, ful bolj brez veze. Pa kaj, Apolon, stari? To je moj gig! Na svet, kot prijatelj, a ne. No dobro, danes naj bo sončno. Da bom vsaj videl, pa se dogaja. Dobro, ja? Kako se ti grdi? Kako je začel grdi? Eno vprašanje imam. Glede na to, da sta vidva oba bogova. Ja. Ne, ti si... Ti nisi. Ja, vem. Ja. Ampak, bi mi morda lahko podarila neke moči. Mislim, ni to za ston, no. Lahko bi, sam. Ja, kako? Kaj, ne, povej, no, kaj hočeš? Kako si tako zginil? Nekaj narediti temu, da vdupa, da bo malo boljš moglo. Ja, vendar to ni zašton, kot sem že prej omenil. Kako? Papir, da no, normalno govoriš. Ja. Časti si pomožne. Kaj bi zdaj? Ti želiš pozornosti na odru. A hočeš, da ti vzamemo stran to grbo, kaj? Hočem, da imam končno očeta in očeta v svojem življenju. Ja, glej... Manjka mi ljubezni. Jaz sem se zmer počutil tako kot oče ful stvari. Ja, ti smo se ful pofuku, ne? Ja, kar fuko! Palapon si bil, pa zmaj si bil, pa čuvaka si bil, Vsaki sem fuko. ampak nikoli pa nisi nobenega posvojil, veš? Ti pa bi mene posvojil, dej no. Ej! Hvala, mislim. Daj, pokaži mi to grbo. Ful vepo, rad. Res lahko to naredila? Jaz imam eno čarovnijo na dan, lahko to naredim, da bi pa. Res? Ok, čiro čalo, Wow!
zapeli. Tukaj imamo čudovite glasbenike in tudi nekaj ljudi, ki znajo pet. Jaz bom to napovedal, tako da ne. Boste naredili nek song. Eno tako. Nekaj za boljši jutri. Tako eno pesem, eno dobrodelno pesem za boljši jutri. Veš, tako... Za koga? Za koga je ta pesem? Dura? Slavljenka. Slavljenka. Še kdo? Kako? Za nezemljane pesem. Super, imamo še kaj, kdo še rad? Za otroke, ja, recimo za otroke. Za računovodje. Za računovodje, recimo, to je. Računovodje pač delajo ful, ampak nobenih resnic šmirgla, ne. Dost so zaprti sami vase, tako da ta pesem bo dobrodelna pesem za računovodje. Dobrodelna pesem za računovodje, dajmo en aplavz. Ta je za vse, ki vodijo račune. Ampak bomo počakali, da najprej komad nastane, pa bomo začeli. To sploh jaz sam govorim, jaz še ne pojem. Možno da veste, da ste cenjeni. Računovodstvo je hrbtenica naše družbe. Težko jim je, konec marca, vsi jemljejo mamila, ker morajo ostati budni, na konc meseca se oddajajo letna poročila. Je sam ena štanca, kvače zajebajo, ko dela se bilanca. Inšpektor lahko naredi cel ponor, direktorji dobijo drugo službo, računovodja pa gre v zapor. Računovodje, vi ste tisti gospodje, ne vzgorje, spodje, ko častim računovodje, računovodje, računovodje. Računovodje, 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 računovodje. Takrat me poznajo
ste naši Gospod. Samo še dva gosta. Po naključju je, da sta oba z Goreskega konca, ampak z njima smo tudi dosti sodelovali pri različnih predstavah. Dajmo na glas, tukaj sta Dino in Petra! No, ne glih celo sezono, ampak pol sezone, da smo imeli predstavo v živo v City teatru. Jaz pa ne. Ti pa ne. Spomniš, ki me niste poklicali. Sam da razložim, zakaj pol sezone, ker je bila pol tak koron. Tebe smo pa se mi zdi redno, mislim, ful si nam zabavan, da smo te dosti zamestili. Ful si nam v redu drgač. Ne zgleda tako, sam je kul. Ja, grip, ampak je ful dobro. Lahko dodam, koliko omenjaš to sezono, da mi je Igulu takrat omogočil, da nastopam z Marijom, kar je mogoče top 5 dogodkov mojega življenja. Tako da, ful vam hvala, da se nam... Jaz se prav školim te predstave iz občinstva, ki se gledam, ampak ne, drugač pa čestitke za desetko. Ne, mislim, da imaš še naprav za to. Petra je vsem gor govorila, da ni verjela, da bom ratal desetko. Sej nam skor ni. Ne, sej nam je. A mi bomo zdaj en izziv završali. Daj prijete vsi vi pred začetek odra, na rambo, se reči. Pejte malo bolj širat se je rekel. Dajte vi določiti na začetek, na rambo. Daj pa juš malo pište. Dajte vi določiti, kdo je najbolj tako mogoče... Frankl! Ok, Frankl. Hoče se vprašati, kdo je najbolj tehnološko malo nesposoben. Ok. Imamo Frankla. Ok. In zdaj rabimo tle za Perota, tehnološkega deformerota. Rabimo eno stvar. Rabimo en vaš telefon. En nam bo mogel telefon posoditi. Zakaj? Ok, zdaj da povem. Rabimo v bistvu samo en SMS ali pa nek messenger thread. Tako, pisali ste si svojo frenico, mrtko, detko. Zdaj lahko so vsi, haha, noben ne bo dal. Mene ne baterija. Ok, zdaj nam ga odpreš. Je sam, krušovar neki. Daj mi sam en thread. En thread mi najte, neki to lahko message, ne, ker ti je pisal vsi mobil plači, ampak tvoj. A veš, ko nekaj ti si ful pristala z eno frendico. Kva dela se gledati? Ok. Kako je tebi ne? Dajmo en aplauz za Niko! Ok, prvo cenzuriraš vse imena pa vse, ne? Ja. Nika je dala pogovor z nekom, ne? Ja. In zdaj mi bomo imeli en normalen prizor, ti boš pa lahko govoril samo stvari, ki pišejo temo. Ampak katere koli, nekaj minut, da sem... Katere koli, lahko tudi slike, lahko tudi pišeš, kar hočeš oddelati. Sam replik, razvolota, veš, emoji, vse lahko samo temo. Ok. Mi pa rabimo en, dajmo en šport, tukaj en šport. Curling je super in jaz mislim, da ti treniraš curling. Ja. Ok, to je vse, kar vemo, se pa dajmo en lep aplauz za to. Ste se kaj pogovorili? Ja, smo se in noci, v repki si stari. A sam to?
tako ali casual? Ja, nišče. Sam tako ali casual. Prvo všeč mi je, kako razmišljaš. In pa sam tako, nisi pa casual. To pa nisi. Zato, ker imamo Miha, on je casual, ti si pa sam tako plus, pršel bo danes na trening. Vem, da ti Miha mori, samo... Ne, govorila je o Klari. Klari je govorila. O Klari? Ja. Če Klara danes pride, se bo Miho snel. Ok, zato, ker se veš, kaj je bilo. Če Klara danes pride... Ej, Klara, čau. Kako je lahko tako bilo reči? Ja, pač... Tako je pometal že 10 let! Ja, vem, Klara, vem, da pometiš 10 let, samo on... Pač vrgo je 100%. Ne, say cool. I can get my own job. Zakaj ga rabimo? Ok, rabimo ga zato, ker njegov fonter je največji sponzor. Ok, rekel sem, nimamo denarja. Nobene gleda curlinga model, no? Kaj bom jaz spet sam torbe nosila? Ne, ti lahko, še vedno lahko metiš. Ja pa... Še vedno lahko metiš, Jaz hočem biti tako spustiti okroglo. Vem, vsi Kaj hočem... enkrat? Saj jaz tudi hočem biti... Bowling treniram zraven, zato da bi lahko daj... Vse to naslednji teden še. Ja, vsak teden na novo zbiramo repko, stari, to je curling, ne je pravilno. Včeraj sem dobil popoldne vročino. Tako da, če danes ne dobim... Zdaj še imaš vročino ali... A si bolan si trener? Ok, ta model je bolan trener. Ja pa kako če sem jaz nadomeščam, pa tudi lahko rečem... Ok, zdaj boš ti povedal, a si bolan, a nisi? Ja ali ne? Ja ali ne? Isto je Žan rekel. Ja, je Žan rekel. Žan je rekel. Ti ne bo poved, a si bolan, a nisi? Ok, napisne, to je curling model. A si bolan, a nisi bolan? Ja, ampak ne samo danes. Hvala za... Jaz nisem, da je curling toliko intens. Je. Ok, zadnji prizor. Enega tako masovko bi naredili, pa praznovali rojsten dan. Glede na to, da nas to praznujemo, in sicer bi odigrali eno dobro staro igro, ki se reče Virus. Ej, veš kaj, nisem imel prej Nekaj barov. Baroga, ja, mi lahko fukneš v čakaj. Pozabil sem, ker oni so rekli, da so vedno odčrnim, da ne prijemo mi v barbeskem, pa sem pozabil, ker je bilo prej. Sorry. Evo. Bruka pisa, krec. Evo, ful boš, ne? Sorry. Neče, samo okso, ne? Ok, no, skratka, eno od nas bo praznoval rojsten dan. Na ta rojsten dan bojo prišli 4 ljudje, ki bojo okužili cel prostor z nekim čustvom, ali pa mogoče z neko lastnostjo. In to je to, neka zabava za napad. To bi... Ne ti praznoval rojsten dan, ker si se Ti ne bo praznoval rojsten dan. Peter, zdaj stop naprej, kakšno čustvo bi dali Petru, ker ga vidite takole. Kakšno? Sram ga je. Koliko je sram? Koliko je sram? Dajmo zavida neki. Ali neko čustveno stanje, ali čustvo... Predatorstvo. Ok, imamo sram. Navdušenje. Kaj? Navdušenje. Ok, ti si navdušen. Ok, Petra, pa bomo dali lep. Zaljubljen. Dajmo zaljubljen, nekaj lep. Pa še jaz nekaj rabim. Domuša. Kurci lep. Ne boš verjeti, da ti boš še kaj verjame. Kaj pa, kakšno čustvo? Sumičavo. Ok. Ne bo pa sam mi v tem čustvu, kdor je vsel prost. A lahko še enkrat ponovimo? Ja, ne, to Sram! Pozabil sem. Navdušenje. Navdušenje. Zaljubljenost,
pa jaz, ki sem sumničal. Kje rojsten dan praznuje Dino, oziroma njegov karakter? 10. Dajmo eno aplauz za njega! Mi šla v trgovino. Monsteri. Vapi, zato ker jebeš. Ok. PlayStation dela. Živijo, Dino, vse najboljše. Boš skopil, pa boš nočil. Imam vape, borovnica pa jamu. Tvoje tle so monsteri. Tam je PlayStation. Ja, WC pa zadnji. Ampak meni je mami govorila, da ne smem kaditi. Ja, meni tudi. Pa sem rekel, ker sta ločena, sem rekel fotor, pa rekel, ima se. Nekaj. Mola sem borovnica. Didon! Tok, tok, tok! Didon! Tukaj sem! Odprite mi! Okej. Starši to? Hej! Si. Čau. Hej, prid malo sem. Sem doma tega. Hvala. Prav ta fancy kozarc do monsterja. Zdaj so se ti jedna poj. A spil? Ja. Ne spit! Nikoli veš kaj noč. Hvala Bogu je meni moja starejša sestra dala en lak za nohte, ko noter daš v pijačo, pa ti se obarva, pa je noter neki Ja, si došel noter. Kaj? Pa si došel to? Ne, kaj? Je vedno, lakno, ne lakira nohta. Ne, vse v redu s tem. Ne sprobi pa, ne? Okej. Ne, ti sploh 10 let star. Ti sploh 10 Ti let si že 10 let, ko da prijatelj. Plus mene, koliko si ima ti star? Ja, koliko si ti star? Koliko si ti star? Kaj pa vas to zanima? Jaz sem 9. Ti si 11. Kjer kugar. Kaj zdaj? Kam je šel? Tega nisi poznal. Ne, to ni to. Evo me nazaj! Ajde! Kaj je v temu vejku? Nikotin. Stari, vi sta meni čist preveč čudni. Poleg tega se pa moj noht barv. Ja, v drugo barvo. Kar pomeni, da je to ena neki narobe. Škaj, če smo ti tako čudni, tak pej. Hej, sploh Če sploh znaš hoditi. Znam hoditi! Adijo! Ostanimo sami. Jaz sem darilo za vaju. Vem, da ste rekla... Ne, ti si že darila. Hkrati pa nas je taki
Vedno bolj pokusilam srcu. Čaka, da prijete do njega, pa si naročite kakšno pijačko. Pa da je konc predstave, da začne kaditi spet enega. Drugač pa so bili tle Tino, Petra, Mojca, Rok. Kaj še bi? Malo prijem. Jaka, dva Jaka, da smo imeli, Prošec, Mamurja, Žiga, Todora, Mojca, Katja, dve Mojci, Vita, Nina, Iva, Gašper. Vsi ostali ste vse povedal umno. Kaj zdaj na mizo? Kaj na mizo? Kaj se bo zgodilo? Kaj bo na tej mizi? Kaj? Bravo! Ne bo ja, pol. Vse bi rekel, da je to presenečenje za nas, sam mi, ki smo inače. Lepo, lej. Čokolada zlata. Vse najboljše za ti, vse najboljše, dragi klub. Vse najboljše za ti. Smo konc, ampak pridite pa torto valjda, tle bo prštimana. Malo bomo piknali žluna, lupo da nima do prvaj. Vrc. Mislim, da moramo iti blizu. 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 Ajde, še malo. Ajde. Ajde. Hej! 3, 2, 1! Hvala vam ful, da ste prišli, hvala Menzi, da smo lahko tle bili 10 let. Ja, nič, to je to. Počasi postavite v vrsto, mi bomo tle rezali torto in to. Smo še kaj povedali. Jaz sem hvala tudi še nekaj povedati. Folk, res hvala vam, ker že 10 let hodite na naše predstave. Iz 3 ljudi, ki smo imeli malo entuzijazma, da bi delali nekaj na malo bolj profesionalnem nivoju, je zrasla taka res fajn skupnost. Mislim, da imamo zdaj skoraj 160 ljudi, ki hodijo k nam na tečaje. Pa vas, ki hodite na naše predstave, lani smo prvič delali enkrat na teden predstave in bilo je vsaj 60 ljudi tukaj noter. Kar pomeni, da je res tako, da ima pozitiven vpliv to, kar delamo. Tako da, in vi ste del tega, brez vas ne bi mogli obstajati. Tako da še enkrat najlepša hvala, pa se vidimo čez celo sezono.